Lepo pozdravljeni in dobrodošli v današnji oddaji o njami njami. Danes z vami šef kuhinje Matejas in za vas bom danes pripravil slastno orehovo rolado z nadevom iz kisle smetane. Več si boste pogledali v nadaljevanju. Preden začnemo s postopkom, si pripravimo vse sestavine in vse pripomočke. Potrebujemo veliki pekač obložen s peki papirjem. Potem potrebujemo mikser, 2 posodi, ki sta primerni za mešanje, 6 žlic sladkorja, 6 žlic orehov, 6 jajc, 1 vanilij sladkor in noževo konico pecilnega praška. Pa začnimo. Najprej ločimo rumenjak od beljaka. Beljake damo v eno posodo, rumenjake damo v drugo. Pripravimo sladkor. 6 žlic sladkorja dodamo k rumenjakom. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Vzamemo vanilin sladkor, odpremo in dodamo k rumenjakom. Tako, pripravimo si mikser in najprej stepemo beljake v čvrst sneg. Tako, pripravili smo si mikser in kar začnemo s stepanjem beljakov. Sneg je pripravljen. Kako vemo, če je sneg dovolj čvrst? Če posodo obrnemo na glavo, ne sme steči ven. Tako, naš je super. Potem pa kar s temi istimi metlicami zmešamo še rumenjake in sladkor ter vanilij sladkor. Sedaj pa vzamemo orehe. K rumenjakom s sladkorjem dodamo 6 žlic orehov. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Dodamo še noževo konico pecilnega praška, nekako takole. Še enkrat vzamemo mikser in skupaj zmešamo še orehe z jajci in sladkorjem ter pecilnim praškom.
Pripravimo si še metlico in lopatko. Beljak z lopatko dodamo k jajčni zmesi z orehi. Skoraj smo že pri koncu. To je res enostavna sladica, a kljub temu je zelo okusna. Tako, vzamemo metlico in previdno počasi premešamo. Da nastane takšna enotna zmes. Me prav zanima, če bo kdo od vas tole poskusil. Vaši starši bodo sigurno navdušeni. Tako, naša zmes je pripravljena. Vzamemo pekač, ki je obložen s peki papirjem, in si prižgemo pečico. Upam, da vi niste takšni pozabljivci, kot sem jaz. Če bi se spomnil, bi si pečico prižgal že prej in bi sedaj takoj lahko dal našo rolado peč v pečico. Sedaj moram pa še čakati, da se pečica ogreje. Pripravim si biskvit na pekač. Ga lepo enakomerno porazdelim. Pomagamo si z metlico ali pa z lopatko, da vso maso postrgamo iz posode. Takole. Porazdelim enakomerno po pekaču. Lažje je, če tole počnemo kar z lopatko. Lahko še pekač malo potresemo levo in desno, da se naša rolada lepo razporedi po pekaču. Če še ni lepo, vzamemo še metlico oziroma lopatko in si z njo pomagamo, da maso lepo razporedimo, malo pogladimo. Tako, sedaj pa pogledam, če je pečica že ogreta in se gre naša rolada kar peč. In čakam, da se pečica segreje. Segreli jo bomo na 200 stopinj Celzija in pekli približno 15 do nekje 20 minut. Malo bomo vmes pokukali, da ugotovimo, če je že pečena. Ko je pečica segreta, rolado postavimo v ogreto pečico. Zapremo. Medtem ko čakaš, da se ti masa speče, je idealni čas za pospravljanje posode. V moji kuhinji že diši. Ko je rolada skoraj pečena, si pripraviš še čist servet. Ga zmočiš z vodo, ožameš, tako da je vlažen. Tako. Nanj bomo položili rolado, kar vred s peki papirjem in takoj vročo zvili skupaj s servetom oziroma s kuhinjsko krpo. To naredimo zato, da gre potem rolada lažje dol iz peki papirja, da se nam ne bo trgala. Naša rolada je pečena. Vzamemo kuhinjsko rokavico
In rolado, vred s pekačem seveda, vzamemo iz pečice. Izgleda nekako tako. Skupaj s peki papirjem jo položimo na kuhinjsko krpo, ki smo jo prej zmočili. Sedaj pa primemo servet oziroma kuhinjsko krpo, takole na koncih, in zavijemo rolado. Se vidi? Takole zvijamo. In pustimo, da se ohladi do mlačnega. Ko čakaš, da se rolada ohladi, si pripravi še kislo smetano. Potrebuješ en velik lonček kisle smetane in to je vse. Ko je rolada ohlajena, odstranimo kuhinjsko krpo in jo lepo počasi ločimo od peki papirja. Lahko si pomagamo tudi z nožem. Pazimo, da se nam rolada ne strga. Trenutek nepazljivosti in rolada se mi je strgala, ampak nič zato, ko jo bomo premazali s kislo smetano in zavili, se to ne bo več videlo. Tako, odstranili smo peki papir, vzamemo kislo smetano in pričnemo z mazanjem. Vzamemo žlico, kislo smetano, si na rolado naredimo kar takšne kupčke. Bomo še dodali po potrebi potem kislo smetano in premažemo. Lepo, zopet enakomerno, da bo naša rolada v prerezu lepa. Upamo, da nam je uspelo. In lepo od začetka proti koncu zvijamo rolado. Danes je ratala res takšna rahla, zato moramo biti sploh pazljivi, da se nam ne trga. Takole. Tako. Tako. Končano rolado lahko shranimo v hladilnik ali pa jo pojemo kar takoj. Takšna izgleda, ko jo prerežemo. Sam sem se seveda odločil, da jo poskusim kar takoj. Bellissimo! Njami. Zagotovo je dobra tale rolada. Tudi mene je sedaj zamikalo, da nekaj spečem. Spekla bom pirin kruh. Recept zanj mi je predala moja babica. Tudi ti poišči recept za jed, ki ti je všeč. Prepiši ga v zvezek z medvedkom. Izberi takšnega, da ga boš s pomočjo staršev lahko tudi preizkusil. Pa dober tek vam želim.